Dajmo kar po hitrem postopku iti v tole debato. Malo se bomo navezali na to, kar je že gospod Donk omenjal, o tem, kako se internet fragmentira, kako se vzpostavljajo nekako ograjeni vrtički v njem, ker vemo tisti, ki ste bili malo bolj zraven, seveda še toliko boljše, ostali smo pa brali v kakšnih knjigah, kako je na začetku bila v bistvu ena ideja, vizija, pa pač eno navdušenje med temi začetniki interneta, kako bo to se spremenilo, kar se tiče možnosti sodelovanja, demokratiziralo vse skupaj, kako bodo padle meje in podobne stvari, kar je bilo mogoče, bomo pa tudi malo tem probali povedati, ali je bilo to malo preveč utopično vse skupaj, ali ni bilo, ampak pol kasneje skozi leta smo videli, da se je začela stvar počasi prevešati v to, da so države vseeno tudi na internetu vzpostavile meje, da pač so se vzpostavili monopoli, da pač kot v vseh drugih panogah je tukaj mogoče še lažje, ker je doseg relativno globalen in se zdaj že res kaže na to, da bomo mogoče ob tem internetu odprtem imeli še pač neka druga področja, mogoče za večino uporabnikov, ali pa v očeh večine uporabnikov še bolj pomembna, tista, ki jih obvladujejo na eni strani ameriška podjetja, ali pa če bi živeli v Aziji, recimo Kitajska. Tako da bom na začetku vprašal od vsakega od mojih razpravljavcev, se pravi, to so Katja Koren Ošlak, ki je ambasadorka projekta Codevik, doktorica Mojca Ciglarič iz Fakultete za računalništvo in informatiko, Tomas Tišlar iz Ministrstva za javno upravo in pa gospod Andrej Kositer, direktor podjetja Agenda. Pa me zanima za začetek, kje vsak od vas vidi dejansko te konkretne primere tega, bi rekel, zapiranja interneta, omejevanja nekega tega prostora ali pa te začetne ideje in koliko je to dejansko, da rečem, slabo ali pa omejujoče za tisto, kar tudi počnete nekako v življenju. Ja, lep pozdrav. Jaz sem imel pravzaprav eno srečo v življenju, da se je moja, bom rekel, strokovna in pa profesionalna kariera ali pa tisti prvi koraki zgodili v času nastanka in pa vzpona interneta. Zato sem bil pravzaprav, bom rekel, živa priča temu, kako je internet nastajal, kako se je pojavil in tudi aktivni udeleženec. Bili smo eno izmed prvih podjetij, ki se je začelo ukvarjati z ponujanjem storitev internetnega dostopa. Že od vsega začetka smo pa zelo tesno sodelovali oziroma sodelovali pri nastajanju različne programske opreme, ki je nastala na internetu. Zato imam mogoče nekoliko bolj plastičen pogled v to, kako se je internet v 25 letih spremenil. Na začetku dejansko, na začetku je šlo za platformo, ki je bila popolnoma odprta, tako vsebinsko, kakor tehnično, obljubljala je enako participacijo, polno prepustnost vseh podatkov in omogočala je pravzaprav preseganje fizičnih in mentalnih meja, ki smo jih mogoče takrat imeli v glavi. Internet sam po sebi je že fenomen, ki se ga drži nekaj lastnosti, nekaj pridevnikov, odprtosti, inovativnosti, participacije, meritokracije in tako dalje. In na teh principih je nastal internet in na teh principih so nastajali tudi nekateri drugi fenomeni, običajno z nekim predponom odprtosti. Sam internet je nastal na nekem sklopu standardov, ki so bili odprti, ki niso bili povezani z nobenim ponudnikom. To mu je omogočilo pravzaprav, da je povezal vse playerje na tem področju in tudi omogočil vstop novih. Zelo tesno s tem je povezan fenomen sodelovanja pri razvoju programske opreme. Vsa programska oprema, ki poganja danes internet, je nastala v modelu sodelovanja oziroma odprtokodne skupnosti, ki je vse te gradnike, ki omogoča sploh to, da je internet začel delovati, razvila. Na to se veže en kup drugih fenomenov, ki so vezani na odprtost. Odprt hardware, odprte vsebine, odprti podatki, kar je danes zelo popularno, ampak internet v 90-ih, začetek interneta v 90-ih je omogočil vse to, kar danes pravzaprav uživamo in kar se nam zdi normalno.
Na začetku je bil internet tudi zelo meritokratorno usmerjen, to se pravi, uspevali so dejavniki, playerji, sodelavci, ki so pač imeli neke zasluge za to, da so se nekatere stvari razvijale. Kot so že pred sogovorniki ugotovili, seveda v nekem trenutku so se vedno več v ta razvoj interneta začeli vključevati tako države, kako tudi velik kapital. To seveda ni nujno slabo, ampak prinaša pa nekatere zadrege. Če pogledamo internet danes, danes je internet proti tistemu internetu v 90-ih nekaj popolnoma drugega. Odlikuje, ali pa bom rekel, odlikuje ga vpliv prvič kapitala, drugič državne, to se pravi politike, ki želi te stvari krojiti. Ne zavedamo pa se ob vprašanju recimo in varnosti in vse obsegajočega interneta, da ne gre samo za fenomen Internet of Things. Naslednja stopnja je Internet of Humans, kjer bomo pravzaprav mi sami postali del interneta. To je mogoče danes zelo utopično, ampak v prihodnosti bo to zelo hitro prišlo. Tako da jaz danes največji, to se pravi, kot bom rekel sodobnik nastanka interneta v Sloveniji in kot podjetnik, vidim največjo grožnjo internetu pravzaprav v tem omejevanju in pri čemer bo najbolj trpela po mojem vsaj poslovna, tehnična in kakršnakoli inovativnost. Obstajajo raziskave, ki govorijo o tem, da države uporabljajo različne pristope pri regulativi interneta. Ima se tako imenovane hard in pa soft rules. Hard rules so tiste, ki so bolj zakonsko utemeljene, zapovedujejo določene stvari, soft rules pa bolj temeljijo na nekem self-regulated principu. In dokazano je z raziskavami, da soft regulated internet bistveno bolj spodbuja inovativnost kot pa hard regulated internet. Bila je narejena raziskava na različnih državah v Evropi. Najbolj značilen primer je primer Danske in pa Nizozemske, kjer je Danska izrazito soft regulated, Nizozemska pa izrazito hard regulated. Učinek inovacij oziroma inovacije so merili z številom in rankingom mobilnih aplikacij, ki so jih domača, majhna in pa srednja podjetja razvila in so se uvrstila na različne portale. V primeru soft regulated interneta je ta vpliv na inovativnost izredno visok. V primeru hard regulated internetnega pristopa pa ni bilo zaznati neke višje, to se pravi povišane stopnje inovativnosti. Tako da, to je sicer samo eno merilo, ampak na isti način bi verjetno našli tudi vpliv na druge inovativne procese, ki uporabljajo internet kot platformo. Ključno vprašanje pri tem se mi pa zdi, ker imamo tu različne vplive, kot sem rekel, in kapitala, in politike in tako dalje. Vprašanje je, ali države, v našem primeru seveda Evropska skupnost, želi, zna in pa zmore iskati tisto vmesno pot med pozitivnimi lastnostmi oziroma pozitivnim vplivom velikega kapitala, ki prihaja na internet, želje po zbiranju podatkov, želje po trženju določenih storitev in interesov družbe po tem, da imamo vsi enak dostop do te storitve in da lahko v polni meri izrazimo svojo inovativnost, podjetniško inicijativo in tako dalje. Jaz mislim, da je to ključno vprašanje. Ali države želijo, znajo in zmorejo to regulirati? Pozdravljeni. Ja, jaz mislim, da države zagotovo želijo, tudi zmorejo, mogoče še ne znajo. Ne znajo verjetno zaradi tega, če speljem zdaj vodo na svoj mlin. Jaz sem tukaj kot predstavnica ekipe, ki si prizadeva za dvig digitalne pismenosti. Zaradi tega, ker verjamemo, da brez digitalne pismenosti, brez informacijske pismenosti, medijske pismenosti, tudi internet ne more biti svoboden in uporabljen na tak način, kot je recimo gospod Kositer omenjal pred mano.
Če je internet na začetku bil zelo odprt, zelo demokratičen, kjer je vsak imel svojo besedo, vsak imel dostop, razvilo se je en kup, kot smo slišali, ali pa kot veste, gotovo odprto kodnih rešitev. Potem jaz, ko sem se priključevala recimo internetu, smo že bili na začetkih tako imenovanega weba 2.0. Takrat so zadeve bile še vedno, se mi zdi, zelo dostopne. Zelo preprosto je bilo priti zraven z neko ekonomsko pobudo, gospodarsko pobudo, z državljansko pobudo. Zdaj, mogoče ena teza, kaj se je takrat spremenilo z orodji 2.0, da ljudje, ki so želeli udejstvovati, prisostvovati na internetu, naenkrat niso več potrebovali toliko znanja. Naenkrat pač ni bilo več treba razumeti, kako deluje infrastruktura, kako je internetno omrežje, kakva so pravila, kakvi so protokoli, ampak je bilo dovolj, da si poklikal par stvari na WordPressu in si imel spletno mesto postavljeno. Niti bilo treba razumeti, kako delujejo DNS-ji, zaradi tega, da si lahko pravilno usmeril svojo domeno in tako naprej. In mislim, da tu je bil recimo prvi tak korak navzdol. Pač. Tukaj mislim, da smo državljani, uporabniki interneta ostali korak zadaj. Ne. Industrija je sicer še vedno se dobro razvijala, ljudje, ki so imeli predvsem ekonomske interese, so lahko zelo dobro izkoristili platforme, državljani smo pa ostali korak zadaj. Se mi zdi, da danes smo pa mogoče še 3 korake zadaj za recimo industrijo, zaradi tega, ker smo pa postali ne več uporabniki, ampak samo zares smo postali samo targeti sporočil. Recimo priljubljen primer je Facebook, v katerem pač predvidevam, da vas je večina v občinstvu. V bistvu država Facebook ima svoje principe delovanja, pač ja, odzadje je nek tržni model in tehnologija, ki sestavlja Facebook, ki gradi Facebook, je usmerjena k temu, da pripelje denar k oglaševalcem. In zaradi tega vsebine, ki jih mi kot državljani ali pa kot bralci vidimo, beremo na Facebooku, pač mogoče sploh nimajo veze z dejanskimi vsebinami, ki so relevantne za našo razpravo, za nas, za našo državo, za našo družbo. Ja, in zaradi tega mislim, da je zelo ključno, da se pogovarjamo o tem, da začnemo razmišljati tudi o agendah vsebin, ki so na internetu. Ne? Torej, kako delujejo stvari v ozadju, sva se prej z Matjažem pogovarjala, zaradi tega, da bomo lahko tudi kot državljani se zavzemali za neke podbude, kot je recimo nevtralnost interneta. Mene je zelo pač pred letom, 2, ko so bile te debate zelo aktualne v Sloveniji, me je zelo jezilo, ker med svojimi znanci, sicer zelo izobraženimi ljudmi, pač se vsem zdelo, pa kaj se ukvarjaš s to z internetno nevtralnostjo, se pa brez veze, ne, pač se greš na internet, pa najdeš informacijo. Ja, pač najdeš tisto, ki ti jo nekdo servira, ne. Ampak bom tu naredila piko, no pa, ja. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem tukaj zato, da v bistvu pokažem vidik akademije. Ne. Jaz prihajam iz fakultete, se pravi iz enega malo drugačnega okolja, kot je mogoče okolje podjetij. Obenem pa vseeno zelo slišim, kar sta moja predhodnika povedala, tako da bi se kar navezala mogoče na vašo zadnjo iztočnico, ne. Se pravi dostopnost podatkov na internetu, pa mogoče tudi na vašo. Ne. Jaz se tudi še spomnim, kako je bilo, ko se je internet začel malo širše uporabljati. Ne. To je bilo, ko sem jaz prvič bila na porodniški, ko sem šla na porodniški, še ni bilo interneta, ko sem nazaj prišla, je pa že bil. Ne. Tako nekako je izgledalo tisto 1 leto pavze. Takrat se je zelo veliko dogajalo, ko sem jaz nazaj prišla. Vmes so ga izumili. Ja,
ki sem jaz nazaj prišla, je bilo tisto, ja, pa nimaš mozaika, pa dej z mozaikom, pa pol je bil Netscape, dej Netscape vzem pa poglej, ne, jaz pa tisto, kaj je to mozaik, kaj je to Netscape, pa ne, to prej še nič ni bilo. Tako da ja, in v bistvu, zdaj, če se vrnem nazaj na ta akademski pogled, a ne, zdaj naše glavno delo je dvojno. Eno je seveda poučevanje študentov, pedagoško delo, drugo je pa raziskovanje. Raziskovanje je v bistvu naš, bi rekla, oseben proces pridobivanja znanja, pa filtriranja tega znanja, da ga pol pač ustrezno predelan, ga tudi študentom posredujemo, ne. In seveda naša želja je tudi podjetjem, ne, se pravi tudi v širše slovensko okolje, ne samo študentom. No in to naše pridobivanje znanja je pred internetom, ne, se pravi pred mojo porodniško, je potekalo tako, da smo šli v knjižnico, knjižnica je imela naročenih cel kup revij in si tam po revijah brskal, če je kaj pametnega, ne. Pa knjige smo kupovali, ker je bilo težko jih iz tujine naročati in tako naprej. Tako da ta proces pridobivanja znanja je bil naporen, počasen, v bistvu drag in relativno neučinkovit. Potem pa v prvih 10 letih ali pa mogoče 15 interneta, ne, so se pa vzpostavile te znanstvene zbirke člankov, ne, in je vse znanje postalo dostopno prek interneta na klik za tvojo pisalno mizo ali pa doma v postelji, kakor je komu pasala, ne. In vse je bilo brezplačno, ne. Zdaj v naslednjih 10 letih se pa internet skomercializiral in so se te knjižnice začele zapirati in je bilo treba plačevati naročnino in te naročnine so zdaj že toliko visoke, da tudi za toliko veliko in relativno močno univerzo, kot je ljubljanska, postaja to že zelo težko breme. In v zadnjih letih se počasi odpovedujejo nekatere revije ali pa sklopi revij, ki mogoče niso toliko dostopane ali pa ki so dražje, ampak to zdaj že čutimo na svoji koži, da pač nimamo več tega dostopa do znanja, čeprav nam tehnologija omogoča boljše, hitrejše dostope, boljš poindeksirane zbirke, iskanje, ne vem, s pomočjo umetne inteligence, s pomočjo priporočilnih sistemov, da res lahko najdeš ful, mislim, res tisto, kar rabiš, ampak si pa omejen potem s tem finančnim vidikom, ne. Tukaj se mi zdi ta dostopnost do informacij se mi zdi problematična. Zdaj, če to čutimo že v akademskem okolju, ne, ki je po svoji naravi zelo odprto, ne, pa ni čist nemočno, kar se finančnega stanja tiče, ne, kaj je šele potem z vidika neke fizične osebe, ki že nima v socialnem pogledu nima pač glih najboljših temeljev, ne. Tako da tle mislim, da se ta digital divide, ta ločnica se poglablja, čisti zaradi komercialnega vidika. To, recimo, mogoče zdaj za uvod, saj ste mi dala še druge istočnice, ampak mislim, da bomo še nazaj prišli. Hvala, pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem imel to srečo, da sem odraščal v bistvu takrat, ko je bil internet res svoboden, ker se ni šlo za nobeno regulacijo, ker največji problem je bil dobiti dovolj hiter priključek. Vsebine so bile na voljo, te so bile svobodno, prosto dostopne, poiskal si, kar si želel. Pol se je pa začela iz leta v leto, kar naenkrat, kaj bi tem rekel, boom, razviti so se začele storitve, e-trgovina je počasi prihajala v vzponu, da bo zamenjala fizične trgovine, začeli so se težave z avtorskimi pravicami in prve te neke regulacije so sledile, ki se še niso končale in se zgleda, da se tudi ne bojo z naslednjim napredkom interneta stvari. Bomo vstopili še v neko novo obdobje, ker bo nek polje regulacije potrebno. Čeprav se vsaj mi v Sloveniji se trudimo, da je te regulacije čim manj, da nevtralnost interneta ostane, je pa seveda težko. Interesov je zelo veliko, interesi so pri velikih platformah, velikih korporacijah, ki vlečejo stvari na svojo stran in drugače kot vse razumljivo, ne, gre za gospodarstvo, poskuša se biti najboljši prvi in zmagati na trgu, čeprav ta trg na spletu je v bistvu bi mogel biti brez mej, vse to je naš pogled. A hkrati v bistvu prinaša to nove težave, nove razsežnosti, spletni kriminal, digitalna ločnica med uporabniki, digitalne ločnice v družbi znotraj generacij. To so vse problemi, ki jih je potrebno naslavljati v sklopu interneta. Zdaj, če se bomo sfokusirali na kaj. Ja, dajmo tukaj malo stati pri tej regulaciji. Prej gospod Kositar že omenil te razlike med malo bolj močno pa bolj
rekel, ohlapno regulacijo. Recimo Slovenija je bila med tistimi državami, ki je imela bolj močna pravila o nevtralnosti interneta do nedavnega, ko so potem začela veljati evropska. Kako je tukaj to presojanje potekalo v državni upravi, pa kakšni so bili potem, rekel, ali pritiski, če so bili, kakšnih multinacionalk ali pa tudi interesov recimo večjih držav v Evropski uniji, ko so se ta nova pravila sprejemala? Zdaj tako, jaz ne bi rekel, da smo imeli močno regulacijo, zato ker smo imeli ozakonjeno nevtralnost interneta. Ne. S tem smo v bistvu imeli najbolj odprt prostor. Ne. Tako da regulacija sicer je bila jasna, ampak je omogočala enakopraven položaj vseh. Če gledamo recimo z vidika podjetij, oni bi trdili, da je to močna regulacija, ker pač nimajo svobodne podjetniške pobude, ali kako oni to ponavadi rečejo. Res, je pa bila zaščita končnega uporabnika, ne, kjer smo pa v bistvu vsi, tudi tisti, ki so v gospodarstvu, ne, govorimo o ljudeh, je pa v bistvu bila zaščitena. Ne. Tako da, ne bom rekel potrošniki, ker nočemo upravljati tega, ampak uporabniki interneta v bistvu smo imeli možnost. Res je, da je bilo pri nevtralnosti, za katero smo se do konca borili in na koncu izgubili, je pomembno pravica uporabnika do izbire. Ne. Kolikor bi prišlo do ukinjanja nevtralnosti v smislu to, kar so si želeli takrat velike korporacije, kar se je videlo na sestankih z Evropsko komisijo, se tega nihče neposredno sicer ni čutil, bi v bistvu razvoj z monopolom velikih platform zastavil, prav gotovo. S tem pa se v Sloveniji nikakor nismo mogli strinjati, majhen trg, veliko inovativnosti, veliko nekih prodornih startupov, ki ne bi imeli v bistvu s tem nobene možnosti. Tako da mi smo ves čas zagovarjali spletno nevtralnost, na koncu se je zgodilo, kot veste, kaj se je, z roamingom se je to pol nekako izravnalo. Ja. Tako da vprašanje zdaj, kdo je zmagovalec sploh v končni fazi. Res je, da ljudje, večina v bistvu ne razume, kaj je problem, tako kot ste že rekli. Če lahko dobim, ne vem, Deezer, pa muziko poslušam, pa ne rabim za to podatko plačati, zakaj ne? Ampak v redu je, ne? Bomo imeli pač samo Deezer, ne? In drugih pač ne bo, ne? In to pa verjetno ni prava smer za nek inovativen razvoj ljudi kot takih. Kaj se pa tiče pritiskov, zdaj neposredno neke korporacije se na nas niso obračale, Slovenija je tudi zelo majhen trg, imamo že v osnovi z temi istimi mi težave, ker so nas pregledali na večjih področjih, Googleova platforma in monetizacija naših ponudnikov vsebin in storitev, ki ne morejo iz Slovenije se prijaviti gor in dobiti plačilo za te svoje produkte, ki jih ponujajo, ali pa Amazonova platforma, kjer tudi ne moreš prodajati svojih storitev, prišli so tako daleč, da se lahko kupujemo, skoraj neomejeno že pri njih, kar sicer ni ravno nek napredek. Vse pa strani države, z Googlom smo imeli že večkrat pogovore za njihovo centralo v Varšavi na Poljskem, da bi nas vključili, ampak je trg toliko majhen, da vsakič znova so zelo prijazni in povejo, da bojo pogledali, kaj bi se dalo narediti. Amazon ima druge probleme, oziroma druge argumente, pač pravi, da je pri nas zakonodaja protikorupcijska pa proti pranju denarja toliko rigidna, da oni kratko malo ne morajo, ker imajo sedež v Luksemburgu, ker je prepovedano, da podjetje javlja, če bi prišlo do kakih sumljivih transakcij. In da je to glavni razlog, zakaj oni v Sloveniji ne morejo vključiti v to, ne, da razen če spremenimo zakon o preprečevanju pranja denarja. Zdaj pa, ne. Dajmo samo še, tukaj imamo polno repliko, ampak jaz bom samo še na pod vprašanje. Prej ste omenjali, da recimo, če bi se pravila o nevtralnosti spremenila po volji multinacionalk, da bi bilo to
zelo slabo. Lahko damo še kakšen konkreten primer, omenjali ste malo že ste nakazali recimo ta zero rating, a so še kakšne druge tukaj recimo ali pa ne vem, želje ali pa pač kako ste si predstavljali, kam bi lahko ta stvar šla, kar bi bilo recimo potem slabo za uporabnike, če bi ta pravila še bolj razrahljali, kot so jih dejansko že zdaj. Mislim, zdaj, da bi korporacije v bistvu prišle pa začele izsiljevati, recimo, tega ni bilo. Ne? Ampak če izhajaš osnovnega stališča, da mora biti internet odprt prostor, v bistvu ne rabiš jaz sem zdaj kot primer dal Deezer, tudi operaterji, ki ponujajo, to nič narobe. Ne, saj pač čisto v redu plastičen primer. Ja, kot plastičen primer. Ne. Zdaj, kaj bi se zgodilo, ne vem, zdaj, ko bomo, kot je gospod iz Izuka že povedal, ko bo internet stvari, ko bomo imeli milijone in milijone senzorjev in ti senzorji pošiljajo neke podatke, po drugi strani imaš pa tudi aktuatorje, kjer pa ti od njega hočeš nekaj, da se zgodi. Ne, recimo, če bi bila nevtralnost, bi kar hitro lahko našli neke nove poslovne modele. Se gre samo za poslovne modele, se ne gre za nič drugega. Ne. Gre za poskusi dobitnik prevladujoč položaj na trgu, kar še enkrat je razumljivo gospodarstvo, to je cilj. Ne. Zdaj nekih neposrednih primerov, bi se niti ne vem, če je primerno. No, tukaj imamo še eno repliko na to. Hotela sem samo še enkrat na glas povedati, pač, da neneutralen internet pač ni svoboden internet oziroma neutralnost interneta pač nikoli ni pomenila pač zatiranja kakršnekoli svobodne podjetniške pobude in to lahko reče nekdo, ki te stvari govori ali s figo v žepu ali pa nekdo, ki res pač ne ve ali pa premalo ve o svoboščinah, o pravicah, o pravici do komuniciranja, informiranosti in tako naprej. In pač jasno je, da velika podjetja pač pritiskajo po svojih vzvodih na to in poskušajo doseči svoje. In zato je toliko pomembno, da raven zavesti pri državljanih o tem, kaj pomeni nevtralnost interneta, dvignemo, da izboljšamo ta del informacijske ali pa komunikacijske pismenosti, da se bomo lahko pač še naprej nekako borili za to ali pa vsaj preprečevali slabšanje situacije. Ja, če samo v enem stavku rečemo, pač to poanta o tem, da imajo vsi enak dostop, enake možnosti pač delovanja tam. Zdaj, gospod Sterle tamle se je prijavil, ne vem, imam še mikrofon za občinstvo, pa še gospod Kositer tukaj ima tudi repliko. Dobro jutro, Peter Sterle, MIZŠ. Govorili smo o regulaciji, o tem, da pretirana regulacija škodi. Ne? Internet je bil narejen kot odprta platforma, nereguliran prostor, še zdaj je večinoma nereguliran prostor, ampak kaj se je zgodilo? Pojavili so se veliki internetni de facto monopoli, ne? De facto monopoli, ki nam zapirajo možnost. Ne? Prej je bilo izpostavljeno to, da če je pretirana regulacija, ni inovacij, ampak tudi monopolizacija nam zatira inovacije. In jaz se dejansko sprašujem, a bo internet preživel kot odprt prostor brez regulacije? To je to. Hvala. Tukaj je gospod Kositer imel, pa lahko se na to še malo navežemo. Zdaj, jaz se popolnoma strinjam, da recimo ta odprtost in neutralnost interneta v smislu zero ratinga in to so zelo take očitne stvari, ki pač jaz razumem, da jih mogoče končni uporabniki tudi teh ne razumejo. Ampak zato je pač država tukaj, da take stvari regulira, da jih v dobro družbe pravzaprav popravi. So pa eni vplivi, ko mogoče ne gre samo za neutralnost interneta, gre tudi za zlorabo interneta iz strani velikega kapitala. Poglejte, najbolj ekstremen primer, ki mene bistveno bolj skrbi, ko je pa to, ali bomo poslušali Deezer, ali bomo poslušali 3 druge online storitve, čeprav je to popolnoma legitimna in legalna stvar, s tem se treba ukvarjati.
uporaba socialnih omrežij za kreiranje politike. Ne vem, koliko ste brali, ampak recimo v zadnjih 2-3 na ameriških volitvah izredno intenzivna uporaba velikih količin podatkov, ki so jih pridobili iz vseh možnih socialnih omrežij. V praksi to pomeni, da danes obstajajo podjetja, ki znajo pridobiti vire iz različnih socialnih omrežij, sto Facebook, Google, kakorkoli, in imajo podatke o 250 milijonih ameriških volivcev, konkretnih ljudi. Te podatke znajo razdeliti na zelo majhne skupine dvojčkov, to se pravi, govorimo o velikosti 20 do 25 ljudi, ki imajo izrazito enak digitalni politični profil. Vse to pridobijo iz tvojih akcij, lajkov, postov na Facebooku, na Googlu, na iskanju. Iz tega ugotovijo, kakšno je tvoje politično prepričanje, kakšen je tvoj socialni status, kakšna je tvoja rasna pripadnost, vse te stvari. In to baje znajo iz 100 podatkov iz Facebooka znajo narediti za 2 generaciji nazaj. Zdaj, ali je to res ali ni res, mislim, ali je to res popolnoma res ali ni, to je zdaj drugo vprašanje, ampak hočem vam povedati to. In te podatki se uporabljajo v volilnih kampanjah za serviranje popolnoma fake informacij. To se navezuje na to pravico do informiranosti. To se pravi, za mene, ki so ugotovili, da imam točno tak določen profil, ko jaz prišel na Facebook, mi bojo dali natančno določeno predvolilno sporočilo, ki ne bo imelo nobene vsebine, nobenega povezave z nekim političnim programom, z nekim, bom rekel, vsebino tistega kandidata, ampak igralo bo izključeno na to, da bom jaz na to pozitivno reagiral in bom dal temu človeku glas. To se pravi, enako kot reklama za pašteto. In to je tista stvar, ki pa mene bistveno bolj mogoče skrbi, kot pa tiste zelo očitne stvari. Zato, ker očitno se bo z uporabo teh tehnologij, socialnih omrežij, podatkov, ki jih mi puščamo, če se te stvari ne regulira, s tem odgovorom, na kak način temu pristopiti, ampak to je bistveno večja težava za družbo, kot pa mogoče tiste stvari, ki so mogoče bistveno bolj očitne. Ampak to je bistveno teže s temu pristopiti, regulirati in to tudi ni stvar Slovenije. To je stvar širše skupnosti, v našem primeru sigurno Evrope. Ne? A ima še kdo kakšno na regulacijo ali kaj takega? Jaz bi samo to eno kratko repliko dal, ampak to čisto moje osebno mnenje, ne, da v bistvu sem vesel, da prihaja do tega, ne, da so fake newsi sploh ne, ampak zato, ker se bo polje splošne demokracije začelo odpirati. Do zdaj ni bilo, tudi če zdaj izklopimo internet, vse, kar ste našteli, se je dogajalo vsa leta, od časopisa naprej, radija, televizije, lansirali, kar so pač uredniki podpisali. To je šlo naprej. In nikoli noben ni pod dvomom in prišel za tem. Ne? Na internetu pa res se dogajajo te stvari, umetna inteligenca obvlada, v končni fazi greš na volitve, obkrožiš kogarkoli. V nobenem primeru pa se noben ne sprašuje, ali tisti, ki so izvoljeni, se držijo tega, kar so govorili prej. Do tega pa še ni prišlo. In bo morda zdaj ravno z tega, ker bo prihajalo milijon različnih informacij in ena bo držala, ne? Ostale pa pač ne, prej pa nisi tega niti mogel dobiti, se je lahko odprlo neko polje demokracije 2.0, ne? To sicer z regulacijo kot tako nima kaj dosti, je pa bolj politološko, sociološko vprašanje. Ne vem, jaz mogoče čist se ne morem strinjati, predvsem zato, ker ponovadi so volivci zelo pasivni in mogoče 1%, ali pa dobro, to sem se zdaj izmislila na številko, ampak zelo majhen delček je takih, ki dejansko razmišljajo o informacijah, ki jih sprejmejo in jih kritično preverijo, ali pa vsaj sami pri sebi rečejo, ali je to možno, da je res, mogoče pa ni res in grejo preverjati za neko novico, je resnična ali ne. Večina jih samo pasivno sprejema to, kar se jim servira in se ne sprašujejo, odkje in zakaj je do teh informacij prišlo in bojo potem obkrožili tistega, ki jim bo pač ta njihov servis sugeriral. Tako da mislim, da ni to čist taka nedolžna grožnja. Često, ki ima eno svojo opasko, da ja, vidim to vse, bomo takoj prišli do tja. Mogoče je razlika med tem, recimo, kako bi rekel, zaupamo ali pa kako gledamo na poročanje ali pa propagando v tiskanih medijih, pa pač mogoče teh medijih, ki jih nekako res delajo ljudje, ali pa tem, kar nam servirajo neki algoritmi, ki jih ne poznamo ravno v tem, da pač človeka nekako uspemo dešifrirati, prepoznati pač kakšna ima stališča, kako nam vse skupaj servira tam algoritma, pa ne vemo, kako deluje in je mogoče tukaj
ena taka ključna razlika. Zdaj imamo pa tamle v občinstvu spet eno vprašanje. Hvala, moje ime je Gregor Plantorič. Jaz bi sam se navezal na ta prvi del, ne na fake news, ampak na prvi del zbiranja podatkov v Ameriki. Ne? Tam, mislim, če sem malo karikiram, je to neka ameriška tradicija. Ne? Oni že desetletja zbirajo podatke na vse možne načine, imajo praktično v vsakem državi pred internetom. Je to neka njihova tradicija, ki skozi počnejo, očitno v Ameriki se jim to zdi nekaj normalnega, si predstavljam. Medtem ko pa mi, v Evropski uniji, imamo totalno drugačen pogled na to in zato bomo mi mogli narediti korak k tej regulaciji, ali kakršenkoli že, zato ker oni ga nojo. Hvala. Ja, mogoče tudi ena razlika v tem, kakšen je pristop do zasebnosti pa varstva osebnih podatkov tam in pa tukaj. Jaz bi pa vprašal še nekaj druga, recimo gospod Kositer, če primerjate, kaj se je dalo početi takrat, čisto poslovno, kaj se je dalo ponujati na internetu v 90-ih, ki je bil, kot pravite, precej bolj odprt in tako naprej, pa kaj se da danes, kje je konkretna razlika, a ste pri tem, kar lahko ponudite svojim kupcem, strankam, kaj bolj omejeni? Ja, seveda, razmere so popolnoma drugačne. Ne? Takrat je bilo obdobje nekega pionirstva, tudi tisti, ki smo se s tem ukvarjali, smo bili mlajši in ko si star 25-30 let, gledaš na stvari drugače, kot takrat, ko si star 50 let. Ne? Tako da definitivno je razlika. Seveda, če gledamo nazaj smo se ukvarjali z res nekimi osnovnimi stvarmi, kako se nastavi DNS, kako se omogoči neko osnovno povezavo, kako je vse, kar je bilo več kot neke tekstovni prenos informacije, je bil že, v bistvu je bilo neko tako obdobje navdušenja. In seveda tudi v smislu podjetništva je bilo takrat bistveno vse bolj, bom rekel, omejeno, kljub vsemu je bilo to začetek podjetništva tudi v Sloveniji. Danes so stvari bistveno drugačne, ne. Vendar pa jaz kljub temu mislim, da industrija oziroma, bom rekel, ta digitalna slovenska industrija danes kljub temu, da se mogoče kažejo neštete možnosti in dejansko trg je globalen, imamo zgodbe o uspehu, lahko jih, nekatere so prekrasne. Vprašanje pa je, koliko je to res tista dodana vrednost oziroma koliko je to dodane vrednosti za družbo. Ali je ta digitalna slovenska industrija res z nekimi temi zadevami res dosegla toliko, da je pa to res neka velika dodana vrednost za slovensko družbo. Danes mislim, da omejitve, ki jih čutimo podjetniki, niso toliko iz strani, bom rekel, nevtralnosti interneta, ampak vse veste danes je poslovna širina tisto, kar je pomembno. Do poslovne širine, poceni poslovne širine Slovenije je še vedno težko priti za pameten denar. To, kar recimo ponudniki na razvitih trgih, recimo, ko se pogovarjaš z kolegi, recimo, jaz obiskujem redno recimo eno konferenco o oblačnih in pa, bom rekel, cloud technologies evropskih in tam pač srečaš podjetja, ki imajo podobne poslovne modele, kot jih imaš ti, pa vidiš, da delujejo v nekem popolnoma drugačnem okolju, ne, oni imajo recimo podatkovne centre, ki so nekaj kilometrov med sabo oddaljeni, operirajo z dark fibrom in tako dalje, kar je pri nas utopija, kljub vsemu, ne. Ja, seveda so večji trgi, ampak če želi podjetje uspeti v Sloveniji, to ni tako veliko omejitev, ampak če pa želimo ciljati na globalni trg, so pa to omejitve, ne. To se pravi, dostopnost širokopasovnega, hitrega interneta, tudi za tiste, ki so ponudniki, je lahko omejitev, ne. Eno vprašanje za obe udeleženki, ki sta malo bolj iz izobraževalne sfere. Prej Katja že omenjala to, da je kar fajn poznati malo to, kako naprave delujejo, pač ustroj samih storitev, pa me zanima od obeh, a bi to, če bi recimo dejansko danes in mladina in tudi ostali še malo bolj vedeli, kako delujejo računalniki, kaj je noter v telefonu, ki so zdaj vsi praktično zlepljeni skupaj in ga ne moreš več odpreti, kaj vse je treba spodaj, da internetna stran deluje pa tako naprej, a bi to pripomogli malo bolj k zavedanju, da so odprte tehnologije pomembne in da bi mogoče tudi malo bolj razumeli in nevtralnost in vse ostalo. Ja, jaz mislim, da bi zelo pripomoglo zaradi tega, ker ne bi več vzeli stvari za take, kot so, se pravi, bi začeli razmišljati o tem, mislim, ko predstavljali si iPhone-a, ne,
In to omejenost pač downloadanja aplikacij prek App Stora, mislim, celi protokoli, ki gotovo so na nek način zelo v korist uporabnika, ne. Ampak po drugi strani pa to pomeni, da lahko ti en super računalnik v svojem žepu uporabljaš točno samo na določen način. Ko hočeš iz teh okvirov, ko hočeš sam nekaj narediti, pač tega ne moreš. In zdaj, če pač ne razmišljaš o tem, kako stvari delujejo, kako so sestavljene, kako pač nastane taka aplikacija, potem te to tudi ne moti. Če pa recimo imaš drugačno izkušnjo, če si v preteklosti uporabljal, ne vem, računalnike, si bil recimo uporabnik Linuxa, kjer si se mogel pač malo znajti, malo po svoje stvari prilagoditi, da so ti ustrezale, potem te pa naenkrat začne motiti, ko dobiš v roke iPhone-a, ko ugotoviš pač, da s tem telefonom zares nič več ne moreš narediti. Ne? In v tem smislu recimo se mi zdi tako za uporabnika, da bi bilo zelo koristno, da bi več vedel o tem, kako stvari delujejo. Hvala. Jaz bom mogoče malo okoli ovinka na to vprašanje odgovorila, če lahko pa bi se navezala na istočnico, ki jo je gospod prej s svojim vprašanjem postavil, namreč kaj se z našimi podatki dogaja. Ne? Mogoče tudi to, kar ste vi rekli, kakšne nove storitve podjetja lahko danes nudijo, ki jih takrat pred 20 leti niso mogla. Ne? Danes to krilatico ste najbrž že slišali, podatki so nova nafta. Ne? Danes je v bistvu se odprl čisto nov prostor za storitve, ker imamo možnost zbirati toliko velike količine, toliko drugačnih podatkov, kot smo jih pred leti lahko. Ne? In kaj vse lahko s temi podatki naredimo? Ja, tako kot z nafto. Najprej jih je treba pridobiti od nekje, potem jih je treba malo rafinirati, ne? Prečistiti, obdelati in šele potem servirane, mislim, ustrezno obdelane in v ustrezni obliki lahko prodajamo naprej, distribuiramo najprej in prodajamo res čist isto kot nafto. Ne? In meni je super, recimo tisto, kar je uvodni govornik rekel, da mi bo zobna ščetka povedala, da ne vem, mogoče sem ogrožena, da dobim diabetes ali pa da sem v začetni fazi levkemije. Meni je super, če se bo to res dogajalo. Mislim, to se mi zdi stvar, ki je zelo koristna in storitev, ki lahko zelo veliko dobrega naredi na svetu. Ampak paziti je pa treba, da ti podatki niso zlorabljeni. Se pravi, ta beseda uporaba ali pa zloraba, to sta dva zelo različna pojma. Zdaj, mislim, da je tle težava, da se uporabniki, zdaj se internet in te storitve se uporabljajo čisto v bistvu ljudje, ki nimajo veze s tehniko. Ne? In taki uporabniki, pa tudi tehnični uporabniki, se ne zavedajo, kaj se v zadnji dogaja, kje se vse zbirajo te podatki, kako se jih obdeluje, kdo ima dostop do njih, kdo ima potencialno lahko dostop do njih, ne? In kakšne so lahko posledice, če se ti podatki na napačen način uporabijo oziroma če se zlorabijo ali pa če se uporabijo v nasprotju s tem, kar bi si vi želeli. Zato je pa treba zelo veliko znanja imeti. Zelo veliko, ni dovolj samo to, da ti nekdo pove, tehnično je treba te podatke ustrezno organizirati, pa strukturirati, pa nekje shraniti na enem storage prostoru. Ne. Je treba zelo dobro vedeti tudi, kako urediti dostop do njih. In to ni enostavno, to ne moreš samo za eno varnostno politiko podjetja, tle je tudi zakonodaja. Ne. Evropa ima najstrožjo zakonodajo glede dostopa do osebnih podatkov, ne. V tem je tudi ena razlika med evropskim in ameriškim prostorom, tudi o tem smo danes že govorili. In to so omejitve, ki so internetu postavljene, ampak z namenom. Nam prinašajo sicer veliko ver in omejitev, tako podjetjem kot posameznikom, ampak nam pa dajo tudi eno varnost. Tako da jaz mislim, da na tem področju so kompromisi potrebni, ampak osnova, čisto osnovna stopnička vsega pa je, da imamo malo več znanja in razumevanja, kaj se v zadnji dogaja. In tukaj je nujno, da se te predmete s tako vsebino, da se uvede že v osnovno šolo. Ne multimedijo, pa ne obdelavo digitalnih fotografij, ampak prav in mogoče malo programiranja ali pa malo o varovanju podatkov ali pa malo o varovanju sebe in svoje identitete na spletu. Ne. In potem, da se to nadaljuje tudi v srednjo šolo. Ne. Se pravi, da se, jaz mislim, da bi mogli biti v vseh 4 letih vsaj na majhen bolj tehnično usmerjenih srednjih šolah, da bi morali biti računalništvo. Tako pomembna ta stvar danes postaja. Ja, tukaj smo prišli spet do nečesa, o čemer smo že prejšnji teden govorili, najprej Katja, potem imamo pa v občinstvu kar nekaj smo spodbudili s tem dostopom do podatkov in vsega. Ja, kot je rekla dr. Ciglarič, poučevanje digitalne pismenosti. No, jaz bi rekla pač še širše kot računalništvo, ker jaz mislim, da samo poznavanje
tehnologije ni dovolj, če zraven tega ne reflektiramo, kaj pomeni ta prostor, kaj pomeni internet za uporabnika, za državljana, za njegov družben, političen subjekt. In zaradi tega je nepoučevanje, neizobraževanje pač programiranja računalništva in digitalnih vsebin v širšem smislu, digitalne medijske pismenosti, je v bistvu nedemokratično. S tem v bistvu poglabljamo nedemokratičnost interneta. Ja, zdaj pa malo občinstva. Mislim, da je bila šefica registra prva, pol pa še dva. Dobar dan, šefica registra Barbara Povše. Na temo regulacije in odprtosti še mojih 5 dek. Ko govorimo o odprtosti in regulaciji, se zdi tako, da smo na 2 nasprotnih bregovih, da eni vlečemo, da ne bo vse odprt, ne bo nič reguliran, pol pa ta drugi pa se bojijo in bi hoteli vse predpisati. Sam jaz mislim, da je pravzaprav imamo vsi, tako industrija kot tehnična skupnost, kot civilna družba, pa na država na drugi strani imamo isti cilj, da bi bil internet tak, da bi omogočal inovacije, da bi omogočal razvoj, da bi omogočal komercialno dejavnost, pa da bi omogočal varnost na eni strani. In tukaj se mi zdi, da noben iz posameznega sektorja, noben deležnik nima dovolj znanja, da bi lahko, ker pač vsi stojimo na svojih bregovih, malo predvsem zaradi razloga, ker ne poznamo vsega. In zato se mi zdi, da je super, da se o tem pogovarjamo, ker vsak bo pripomogel en košček, bo dal enega svojega znanja in edino tako bomo prišli do regulative, ki bo približen v redu za vse in se strinjam, ja, tukaj bodo kompromisi potrebni, če bomo hoteli, da stvar deluje. Se verjetno se to malo izključuje eno in drugo pač. In če hočeš imeti ali pa ponujati vse, pa pol še zraven varovati podatke, pa mislim, ja. Domen Čestnik Žanec, jaz sem pa takole, super je regulacija, super se je pogovarjati o tem, ampak dokler ne bo to prišlo v mindset navadnega uporabnika, je vsa ta regulacija nepomembna. Ker če pogledamo večino teh velikih zgub podatkov, recimo v Angliji imajo kar nekaj primerov, ker je človek pustil podatke na laptopu na vlaku. Ti imaš lahko milijon regulacije, dokler ima ta laptop postane na vlaku, nam nobena regulacija ne bo nič pomagala. Isto velja za dostop do podatkov. IT-ovci težimo k temu, da je vse zaklenen, pa prije pa navadno uporabnika prav, ali pa direktor, to mi nared. In IT-ovc ponovadi zgubi, ker je prišel direktor, jaz rabim USB noter dati, jaz ga rabim imeti. Pa imaš lahko milijone regulacij, na koncu bo direktor zmagal. Ker vse se konča v mindsetu ljudi, da je treba to varovati, da je to default stanje, da je treba varovati stvari. To je moje. Ja, tukaj imamo eno repliko na to. Sam, če bi direktor že od osnovne šole naprej v šoli poslušal, pa mogoče ne bi tega rekel. Default mindset mora postati to. Ker? Ja, Tomi Dolenc, sicer z Arnesa. Je krasno, zdaj se lahko navežem tako na Katjo kot na Barbaro, pa zdaj še na Domna, zdaj in o izobraževanju in regulaciji. Govorim večkrat kot recimo tehnolog, ki skozi 25 let uvajanja te tehnologije sem se moral razviti v malo amaterskega družboslovca. Če govorimo o tem, ja, razumevanje tehnologije je seveda pomembno za to, da sploh, torej je rekel ena osnova, da lahko sploh razumeš, kako stvari delajo, ampak brez neke razumevanja, širokega razumevanja družbene implikacije ali pa mindseta, kar si tudi Katja prej rekla, v bistvu ne bomo kamor prišli, ker ta mit, ko smo ga imeli pred mnogimi leti o internetu kot neskončnem polju demokracije, potencialna, torej ta potencial obstaja, samo v praksi moje izkušnje so bolj na strani tega, kar je rekla dr. Ciglič kot pa gospod Tišler, ne samo, da so ljudje pasivni, ampak enostavno je orodje, torej to blazno orodje, ta krasna stvar, ki jo proizvajamo, se izkaže enostavno kot močnejše orodje manipulacije ali pa nadzora po vseh teh negativnih stvari, ki jih se pogovarjamo, kot pa tistega blaznega polja demokracije. Zdaj, zakaj to tako lahko filozofiramo kar dolg časa? Če malo dramatično primerjavo dam, to tako, kot če razglabljamo o
potencialu pa družbenih implikacijah različne načine uporabe atomske energije, ne, pa vemo, kako se stvari razvijajo. Skratka, tukaj, ne, bi jaz rekel, da je in v tem izobraževanju, ne, in v mindsetu je ena taka težka naloga, ne, ki zdaj vsi sprašujemo, kako zdaj to. Ne. In tukaj smo mi, ki recimo se tako imamo za odprte, pa prenašamo to tehnologijo in malo šizofreni situaciji, se mi zdi, ko vsi tako ful zagovarjamo odprtost, ja, vse odprto, ne, ampak po drugi strani se nam pa ravno te ene najbolj negativnih stvari, ki nam niso všeč, dogajajo v imenu ravno te odprtosti. Torej, kaj zdaj, ne? Kjerkoli človeška družba, ne, v preteklosti, tudi ta zdaj na internetu, rab zavragda nekakšno regulacijo. Ne. Zdaj so to šamani, a je to vera, a je to pravna država, ne. Zdaj kakor malo nametavam, ne, v razmislek, ampak verjetno nekaj mora biti. Ne. Zdaj je to ta kompromis, o katerem Barbara govori, ampak to so po moje vprašanja, ne, v katerih lahko. Še kdo kaj, ali tukaj nadaljujemo? Ker če bi jaz tukaj malo na to se navezal, pa vprašal, v bistvu, ker vidimo, da pač stvar gre v to smer, da imamo storitve, ki so ljudem zelo všeč, ki so sicer zaprte, ampak jih ljudje radi uporabljajo in je najbrž bi lahko rekli, da če bi vse ostalo odprto in bi pač nekako na recimo po filozofiji odprtokodne skupnosti in tega nekaj razvijali, najbrž toliko fajn storitev za ljudi niti ne bi bilo. In zdaj je pa rešitev pač, da ljudi v glavnem osveščamo in te storitve poskušamo malo regulirati, ali da poskušamo vse en principe vrniti nazaj na tiste, ki so bili. Mislim, ja, ljudi osveščati pa regulirati, ampak po regulaciji paziti, kaj reguliramo, ne. Mi nočemo tehnologije pač omejevati, ne? Mi nočemo ubijati domen, pa IP naslovov, pa radirati diskov računalnikov, ne? Ni poanta v tem. Poanta v tem, da razumemo internet kot platformo, kot prostor, kjer se komunicira, posluje in mi moramo te dejavnosti, komuniciranje, biznis, politiko regulirati in ne se toliko ukvarjati s tem, pač, ne vem, zdaj recimo lahko katalonski primer, ja, ne. V Kataloniji pred 2 tednoma referendum, ne, se pač je zgodila pač tako totalno nedemokratičen scenarij, ne. Španci so vdrli na sedež registrarja domene.cat, katalonske regionalne recimo domene, ne, pač ni nacionalna domena, zaradi tega, ker registrar ni želel izpolniti določenih zahtev in preprečiti dostopa do informacij o referendumu. Ne, pač to je taka huda neumnost, ne, to je tako, kot da bi šli zasežt celo izdajo, ne vem, Dela, zaradi tega, ker je zapisalo o neki politični opciji ali pa o slovenski državi nekaj, kar nam ni všeč, ne. Na tem nivoju pač se zgodijo pač dostikrat napake, ko se pogovarjamo o regulaciji interneta, ne. Jaz mislim, da vračati se nimamo kam, ne, ker če se bomo reševali današnje probleme z vračanjem v preteklost, problemi so tukaj, treba jih reševati, ne, če hočemo iti naprej, treba iti naprej, ne. In treba iz tega, kar nam ponuja internet, kar nam ponuja za družbo, kar nam ponuja za razvoj, potegniti čim več. Ampak tako, kot sem jaz že na začetku omenil, jaz mislim, da je ključni problem iskati ravnotežje med komercialnimi interesi, zlorabo interneta in pravicami uporabnikov in pa dobrobiti za družbo. Zdaj, tu jaz ne bom kazal, da je to pač politika, upravljanje, ki mora s tem delati. Ne, to je nas vseh skupaj. Ampak nekatere stvari je zelo enostavno regulirati, zero rating, take stvari se da zelo hitro, čeprav ljudje tega ne razumejo, se da to reči, tako in tako bo, zaradi tega, gotovo, zdrav, gotovo. To je zelo enostavno. Zdaj, druge so pa potem tiste malo bolj fine stvari, ki pa niso samo tehnološke, ampak imajo družbeni vpliv. Evropa se na nek način s tem začela že spopadati in bom rekel, s konfrontacijo z temi velikimi globalnimi playerji, ki roko na srce so po drugi strani tudi podaljšana roka neke nove oblike ekonomskega imperializma, to moramo vedeti, ne, iz Amerike, ampak ni najbolj uspešna ali pa bom rekel, ni najbolj spretna predvsem tem, recimo zgodba Uberja, ne. Z Uberjem ni pravzaprav popolnoma nič narobe, ne.
Problem je Evrope, ki se s tem ne zna pravilno tega, dejstvo je, da novi poslovni modeli prihajajo in so in bojo prodrli. Na drugi strani imamo pač taksi službe v Londonu, v ne vem kje še, ki so pa izrazito monopolistične, imajo ne bom rekel trikrat previsoke cene, ampak pač so zaščitene. In zdaj tu vmes je treba poiskati neko bom rekel, se pravi, pot, ki bo prinesla pozitivne učinke teh modelov, po drugi strani pa zaščitila družbo, ne taksiste, družbo zaščitila. Vse ne gre za taksiste, ali za plačevali, ali so brez socialne, mislim, to družbo o družbenih vplivih moramo misliti, ne. Ampak v tistem primeru je bilo pač se je to zgodilo od nekega splošnega navdušenja, kako bojo zdaj te novi sodelovalni modeli prinesli revolucijo, kako bomo zdaj vsi imeli delo in tako dalje. Žal je tudi Slovenija bila ena izmed teh, ki je na tak način k temu pristopila. Po drugi strani pa pretirano omejevanje. Jaz mislim, da tu je odgovornost, kako najti vmesno pot, da te stvari, ki niso samo tehnične, ampak imajo družbeni impact, to je tudi tisto, kar sem prej omenil v volitvah, ni problem zbiranja podatkov, problem je zlorabe teh podatkov. Ne? In to je pa tisti, o tem je treba razmišljati. Ne? Zdaj, to je pa verjetno en družbeni dialog, kar je del česa smo danes tudi tukaj mi, ne? In je to nekaj interdisciplinarni odgovori morajo priti. Ja, seveda. Jaz sem hotela, zdaj sem pa pozabila, kaj sem hotela. Bom jaz. Regulacija je potrebna tam, kjer prihaja do nekih deviacij. To se verjetno vsi strinjajo, tako kot ste rekli, gre za, če bi bili vsi družbeno odgovorni, in to pomeni vsi, od uporabnika do ponudnika, ne bi bilo potrebne regulacije. Iz tega razloga je seveda potrebno dvigniti zavest uporabnikov, jih opolnomočiti in to na različnih nivojih, od obnašanja na spletu do pravic, do odgovornosti. Odgovornosti so zelo pomembne, ki se zelo redko kdaj govori o njih, pa seveda tudi do tehničnih aspektov, ker pač smo pa tudi kakšni uporabniki, ki jih to zanima. Ne? In ko bo ta zavest se lahko dvignila, bo po mojem tudi potreba po manj regulaciji sama po sebi prišla. Do takrat pa si predstavljam, da bojo poskušali vedno več regulacije upeljevati na različne nivoje interneta oziroma predvsem storitev. Zdaj tisti tehnični nivo interneta se redko kdaj kaj spreminja, ne, na srečo. Ne. Vse druge stvari pa prosti pretok podatkov, to, kar se zdaj na ravni Evropske komisije sprejema, je trd oreh. Tu imamo v Sloveniji težave, čeprav smo načelno za prost pretok podatkov, a hkrati seveda za odgovorno rabo tega in še zmeraj varovanje zasebnosti posameznika. Ne. In tukaj bo, kot ste rekli, treba najti nek uravnotežen pristop. Naša ustava je tukaj zelo rigidna in zelo restriktivno določa in varuje našo zasebnost, kar je dobro, ampak hkrati pa omejuje digitalno gospodarstvo in tega se treba zavedati, da nekje bo treba popustiti na nek način. Zdaj, v katero smer bomo videli v naslednja pol leta, kaj se bo na ravni Evropske komisije pa pač v pogovorih z ostalimi državami članicami zgodilo, ampak tudi tukaj mi zelo varujemo našo zasebnost in hkrati s tem povzročamo težave gospodarstva oziroma ekonomiji. V bistvu jaz sem hotela še to komentirati, da zadeve niso samo črne pa bele, a ne, se pravi, belo bi bil en romantičen internet, tak, kot je bil pred 20 leti, črno bi bili pa tisti najhujši strahovi, kjer se vsak, mislim, posod obstaja nek Big Brother, ki ima dostop do vseh podatkov, ne. Vedno bo potrebno neke regulative za to, da se zaščiti način dela pa internet, kot ga poznamo zdaj, a ne. Se pravi, neko kontinuiteto rabimo.
Obenem pa vedno bojo tudi taki bolj na črno primeri, kot je bil katalonski, in skozi se bodo pojavljene neke nove subverzivne storitve, ki jih ne bomo znali kam umestiti in bo treba za to regulativo spreminjati, da si bomo sami sebi eno fleksibilnost omogočali. Razvoja storitev, razvoja tehnologij, razvoja poslovnih modelov in družbe, konec koncev tudi našega dojemanja tega, kako vse skupaj vpliva na nas. Tako da jaz mislim, da tle bo skozi treba delati pa se pogovarjati. Tamle se je Jan prijavil k besedi. Ja, lep pozdrav, Jan Žorž, Internet Society. Jaz prihajam bolj iz tehničnega dela communityja, pa tudi veliko potujem po svetu, pa bi rad delil z vami recimo 2 primera, ki so zadeve šle zelo narobe, ne, v tem, kar smo zdaj tukaj govorili. Prvi primer je Zero Rating, ne. Ruanda, Afrika. Ne. In v obeh primerih gre za kar tako inovativno, kako so fantje inovativno zadeve sesuli praktično. Ne. Zero Rating, njihov največji mobilni operater je naredil Zero Rating na Wikipedijo, ne, pa na Facebook. Ne. In kaj je s tem naredil? Ne? Tile fantje so pol pirati, ne, so ugotavljali, kako distribuirati 3-4 gigabajte velike datoteke, kjer so filmi oziroma piratizirana vsebina, ne, in so ugotovili, da če oni skrijejo v Wikipediji, skrijejo neke nove strani, zelo kriptično skrite, ne, in tam noter naložijo 3-4 gigabajte velike datoteke, hkrati pa na Facebooku skrijejo zaprte grupe, kjer so šerali URL-je do teh podatkov, ne, kar nekaj je cela Ruanda, cela država začela zastonj, brezplačno, ne, prenašati ogromne količine podatkov iz Wikipedije. Ne. In skratka, omrežje od operaterja se je sesedlo. Zaračunati niso mogli pa niti enega prenešenega bajta, ker seveda v pogodbi piše, da ne, Wikipedija in Facebook so pa kar nekaj brezplačni. Ne. In sej, o tem smo imeli že debato, tudi Berek je imel tukaj posvetovanje. Ne. Jaz sem jim predlagal, fantje, jaz imam za vas en predlog za eno aplikacijo, ki je dajte zero ratat, ne, imenuje se internet. Ne. Pa kar nehajte pošiljati račune, ne, pa smo zmagali vsi. Ne. No, drugi primer, ne, pa glih zdaj sem iz Belorusije prišel, je bila razprava, v Rusiji imajo državno podjetje oziroma organizacijo, ki se imenuje Roskomnadzor. Ne. In oni imajo v zakonu to, da pač Roskomnadzor daje, da ima eno datoteko, katero morajo vsi operaterji downloadati vsak dan, ne, in pogledati, kateri URL naslovi oziroma domene so tam noter, ki so na blacklisti, ne, in resolvati IP naslov in blokirati dejansko naslov, ne, IP naslov, dostop do tega IP naslova. Ne. Nekar so spet ljudje bili inovativni, ne, in ugotovili, da med tistimi 60,000 domenami, ne, nekatere niso več aktivne in so jih lahko registrirali. In ko so jih registrirali, ko so dobili nadzor nad temi domenami, ki so bile prepovedane, ne, so oni tiste domene usmerili na, če je bila to recimo banka, ne, je usmeril na konkurenčno banko, na payment sistem. Ne. In kar nekaj so vsi operaterji v državi blokirali dostop do payment sistema. Ali pa root DNS serverje, ali pa na policijo, ali pa ne vem, na kakršenkoli državni servis, ne, praktično so tja noter usmerili tudi na IP naslov od Roskomnadzora. Ne, tako da so operaterji ga zablokirali in niso mogli več fajlov downloadati. Ne. Tako da tukaj je problem tak, ker internet se razvija že 30 let. Ne. In zdaj kar naenkrat bi država rada prišla in ga začela regulirati. Ja, dobro jutro. Ne. Hvala. No, se to je mogoče en tak primer, ko sem tudi sam hotel malo vprašati prej, smo imeli v debati to, da pač morajo uporabniki čim bolj razumeti oziroma da mogoče preslabo razumejo samo tehnologijo pa vse, ampak tukaj pa se vidi, da tudi države ne razumejo ali pa slabo razumejo. Mislim, koliko lahko, če sem malo provokativen, koliko lahko zaupamo državam in njenim uradnikom, pa tudi Evropski komisiji in vsem ostalim, da oni razumejo, kaj regulirajo in da prav regulirajo. Hvala, moram. No. Zato pa so pomembni taka srečanja. Zato so pomembni večdeležniški sistemi,
Država, vse naše se zavedamo, da se internet ne nacionalizira. No. Vsaj to je stališče, ki ga zagovarjamo posod, in večdeležniški model upravljanja interneta je nuja, obveza. Noben nima vseh znanj, še najmanj pa uradniki prav gotovo ne. Ker smo praktiki na področju uradništva, poznamo stvari, ampak posamezne težave neposredno globoko jih pa ne moramo poznati, ker jih nimamo odkje, razen ko jih slišimo z vaše strani. Tako da v Sloveniji bomo prav gotovo še naprej sodelovali pri takih stvarih, to ni dvoma. Jaz mislim, da pri regulaciji gre predvsem za zaščititi ranljive skupine, a ne, tako kot gre, ne vem, pri zakonodaji. To je tisto, kar si vsi želimo, da bi dosegali z regulacijo, ne pa omejevati dostop do informacij. To pa bolj te totalitarni sistemi delajo, pa nikoli ni uspešno, vedno najdeš, ne vem, ali greš na darknet, pa neko routing, en anonimizator, karkoli, a ne. Obstajajo tehnične rešitve, da se to zaobide in se zelo hitro zaobide. In se ne moramo slepiti, da bomo mi s kakršnokoli regulativo na primer preprečali, da bi se teroristi prek interneta sporazumevali. Bojo najdeli nek način, če ne, moramo pa vso komunikacijo prek interneta odrezati. Hodila sem na začetku reči, ko si omenjal, kako dobro lahko država, pač tudi država je uporabnik interneta, ne? Tudi vlada, ministrstva, službe so uporabniki interneta in ja, tudi. In pač, ampak tudi v tem, ko so ponudniki, so tudi uporabniki te infrastrukture, to sem hotela reči, ne? Tudi ko jo regulirajo, so uporabniki tega, ne? Ja, pač, ko bomo vsi se dalje pogovarjali pa učili o tem, mislim, večkrat, ko bomo to naredili, pa globje, ko bomo šli v debatah, pač boš pa za vse nas. Jaz mogoče samo to bi še enkrat poudaril, ne. Mislim, da ena izmed stvari, ki jih je treba v teh nadaljnjih korakih upoštevati, je, da ima internet ni več samo tehnološka platforma, ampak bistveno širši družbeni vpliv. In ko se bomo vsi tega zavedali, bo mogoče lažje te stvari, ker to vključuje tako izobraževanje, pravice vseh državljanov, ne. In to je tisto, kar mogoče danes podcenjujemo. Še vedno se nam zdi internet neka tehnološka platforma, ki pa se bojo tisti geeki že to porihtali. Ni res. Vpliva na naše življenje in to bolj, kot si predstavljamo. To je mogoče ena od tistih stvari, da v bistvu internet še zmeraj obravnavamo kot neko tehnologijo ali nekaj, ne pa kot nekaj, kar dejansko uporabljamo skoraj vsako minuto v življenju. Tamle imamo eno, ali pa celo dve vprašanje. Najprej gospa v plavem. A je bil že prej? No, se bom kratek, David Bravna, Ena Slovenija. Mogoče samo en pogled z vidika operaterjev. Mi se nahajamo zagotovo v industriji telekomunikacij, ki je pa vsaj po mojem prepričanju ena bolj reguliranih industrij na svetu ali pa v Republiki Sloveniji pa prav gotovo. In moram se navezati na gospoda Kositra, prepričan sem, da so veliki premiki v telekomunikacijah ne plod regulacije, temveč plod inovacij in konkurenčnega boja. In tako je bilo vso zgodovino interneta in zagotovo bo tako tudi naprej. Zdaj, mogoče rad bi se še sam čisto na kratko naslonil na besedne zveze, kot so odprtost interneta in nevtralnost interneta. Zdi se mi pomembno, da v tem iskanju balansa med regulacijo in deregulacijo, da smo pri teh besednih zvezah precej konkretni. To so besedne zveze, ki me spominjajo recimo na besedno zvezo človekove pravice, ki so potem seveda zelo konkretizirane v splošni deklaraciji in tako naprej. Zato se mi zdi pomembno, da še posebej v debato med civilno družbo in industrijo vnesemo več preciznosti pri opazovanju posameznih kršitev ali pa dopustnosti, kaj pomeni odprtost interneta ali nevtralnost interneta. Še posebej Sloveniji, ki se je izkazala v bistvu za državo z precejšnjo skrbjo glede nevtralnosti interneta in z vidika operaterjev v bistvu za situacijo, kjer so bile strani nacionalnega regulatorja izdane po mojem vedenju 3 odločbe za kršitev nevtralnosti interneta in so vse 3 padle na upravnem sodišču. In se mi zdi še posebej za
debato med civilno družbo in industrijo pomembno poznati te primere. Hvala lepa. Kar naprej. Jaz sem Ksenija Furmanjuk iz Arnesa. Zelo se strinjam s to idejo, da je zelo pomembno ozaveščanje in to že od rosnih let naprej. Zato imam vprašanje za gospo Katjo, za gospo Mojco in za gospoda Tomasa. Kaj vi vidite glavne ovire pred tem, da se uvede v šole, že v vrtce, mogoče nek sistem ozaveščanja najmlajših? Pa kako vidite stanje v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami na tem področju? Prosim. Stanje v Sloveniji, ko pač smo na nekem, zdaj lahko rečemo, povprečju dobro evropsko povprečje ali pa slabo povprečje. Govorim pač o stopnji digitalne pismenosti, ki je sestavljena iz nekih 6 različnih dimenzij. V Sloveniji mislim, da imamo tako vsaj osnovno digitalno pismenih državljank in državljanov med 17 in 74 letom 51% po številkah iz leta 2016. Na Hrvaškem, recimo, ker je naša sosednja država, so s tem deležem na 53%. Če pogledamo na drugi strani, mislim, da Luksemburg kot najvišja stopna digitalne pismenosti v Evropi, oni imajo, mislim, da čez 80%. Po drugi strani so pa recimo na repu med državami članicami Evropske unije Romunija, Bolgarija, tudi Italija. Dobro, čeprav Romunija, Bolgarija sta nekje, Portugalska so nekje pri 30 in nekaj odstotkih, Italija pa mislim, da 44%. Ja, zdaj, poleg teh številk v Sloveniji poteka neke vrste računalništvo v osnovnih šolah, tudi v srednjih šolah, ampak tako zelo v omejenem dosegu. Neke ocene obstajajo, da recimo v osnovnih šolah približno 10% otrok pride v stik z neke vrste digitalno vzgojo. Zaradi tega, ker je to v glavnem v okviru pouka računalništva, ki je izbirni predmet in se izvaja samo takrat, ko pač je na šoli kader, se pravi učitelj, usposobljen za to, in pa ko se hkrati na tej šoli dovolj otrok prijavi k temu predmetu. Ne vem, koliko je ta meja, je 10 ali 12 otrok. V praksi to pomeni, da po šolah zunaj Ljubljane praktično se računalništvo ne izvaja. V srednjih šolah mislim, da je obvezen večinoma pouk enega leta računalništva in informatike. Kolikor sem se pogovarjala pa dobila informacije, to eno leto približno tako, kot je bilo moje eno leto pouka računalništva in informatike. Izvedela sem nekaj o tem, da obstaja binarni številski sistem, potem pa smo v Wordu naredili seminarsko nalogo. Tako, skratka, zelo premalo, da bi temu rekli, da po tem šolanju, po osnovnem pa srednješolskem, dobimo nekega digitalno pismenega državljana. Tole neke vrste računalništvo se ne sliši grozno obetavno. Kje so problemi? Je problem denarja, je problem to, da učitelji ne znajo ali kaj drugega? Jaz mislim, da ni tako enostavnega odgovora, da bi lahko sam rekla, tole je problem. To je dosti kompleksno vprašanje, tudi odgovor dosti kompleksen. Jaz poskušala še iz svojega vidika to osvetliti, ker pač poznam recimo osnovno in srednje šolstvo, pač v glavnem poznam preko mojih otrok. V osnovni šoli je po mojem problem to, da so otroci že itak preobremenjeni in vsak dodaten predmet zraven uvajati je treba celo revolucijo, ker je treba nekomu drugemu ure vzeti ali pa otroke še bolj obremeniti. Se pravi, tle je težava dobiti skupaj strokovnjake različnih področij in se odločiti, kaj je zdaj bolj pomembno, kaj manj. Bi pa tle izpostavila recimo finski model osnovne šole, ki so drastično zmanjšali število ur, ki jih imajo otroci v osnovnih šolah, ves balast stran,
domače naloge so skoraj ukinili, rezultate imajo pa bistveno boljše kot večina evropskih ostalih sistemov. Ne. Tako da mogoče bi temu veljali slediti, pomeni pa velik premik v glavi. Ne. V takem modelu potem tudi prostor za čisto praktično uporabo računalnika, ne kot predmet, kjer mora 45 minut biti temu namenjenih, ampak ga uporabljaš zato, da nekaj narediš, ne, da nek cilj dosežeš, se pravi čisto tako naravno learning by doing, ne, to je tudi najbolj učinkovito. Zdaj v srednjih šolah je ta problem števila ur pa obremenjenosti še bolj stopnjevan. Mislim pa, da je predvsem treba zavedanje širše zbuditi. Recimo, če pogledamo Mečkaj na drugo področje, Slovenija sprejema razne, ne vem, digitalno strategijo, strategijo pametne specializacije, želimo biti v prihodnosti vodilna tehnološka država, Evropska Silicijeva dolina, ne vem kaj še vse smo slišali. Mi rabimo, če hočemo to doseči, rabimo kadre. Se pravi, rabimo zelo veliko količino tehnikov, računalničarjev, informatikov. Kje jih bomo dobili? Ne bomo jih dobili samo tako, da pišemo strategije, ampak je treba intenzivno vlagati v izobraževanje na tem področju. Se pravi, treba visokošolske inštitucije, mi čutimo to kot računalniška fakulteta, ne moramo se širiti, ne moramo razvijati, ker ne dobimo sredstev nič več, kot smo jih dobili leta 2008. Nominalno fakulteta za računalništvo dobi letos približno isto kot leta 2008. Se pravi, 10 let nazaj. Koliko je bilo pa napredka, koliko so pa potrebe naših podjetij. Jaz sem prodekanja za gospodarske zadeve, se pravi, je moje osnovno področje tudi to, da se srečujem s podjetji. Vsi mi rečejo, dajte več diplomantov sproducirati. A mi jih ne moremo. Se pravi, tukaj je nekaj, kjer politika lahko nekaj za nas naredi, kjer lahko ministrstva skupaj stopijo in nekaj naredijo. In podobno je tudi v srednjih šolah. Se pravi, če bo širši družbeni konsens, da mi rabimo več tehnikov, da rabimo več računalničarjev, potem bomo tudi razumeli, da moramo temu določeno število ur že v srednjih šolah narediti. Predvsem pa je treba pač na vseh nivojih, mi vsi, ki smo iz tega področja, lahko poskušamo to širše družbeno zavedanje vzbujati, da je računalništvo, pa tudi ne samo računalništvo, drugi naravoslovni tehnični poklici, da so perspektivni, da so zanimivi, da so pestri, da študij ni to grozen težek, da se ga ne bi dal narediti, da ni brezposelnih na tem področju, da so plače relativno dobre, da v bistvu si vsak lahko najde res eno področje, ki ga potegne. Se pravi, da to postane prestižen poklic, da danes niso to več zdravniki pa pravniki, ali pa so računalničarji poleg tega. To mislim, da vse to, ko bo to se zgodilo, potem bojo ustvarjeni pogoji in bomo tudi imeli dovolj dobre srednješolske učitelje, da bojo lahko potegnili in da bojo lahko pritisnili, da se bo pač malo več prostora naredili tudi za te vsebine v gimnazijah. Imamo še kar nekaj med občinstvom. Ja, vse to sem pa hotel reči, da bi rad prej še slišal komentar države, če tudi ne ministrstva za šolstvo, ali pa če je mogoče tudi to problem, da pač o tem, kaj se v šolah uči, odloča pač nek resor, ki nima nobene zveze recimo z digitalno družbo pa tem stvarmi. Ja, informacijska družba je izrazito horizontalna. To ni zdaj, da bi rekli, tu not bomo stopili pa bomo razrešili problem. Kot ste že vi omenili, to je zelo kompleksna situacija in prvi problem, ki ga je treba razrešiti, jaz mislim, da se v zadnjih letih, leto ali pa dve, dejansko razrešuje to, da se je začel zavedati, da so se začeli tudi na najvišjih nivojih politike zavedati pomena informacijske družbe in digitalizacije kot take. Ali so bili potisnjeni v to, ali je Evropska unija pa industrija 4.0 pospešila to, zdaj niti ni toliko pomembno. Ampak pomembno je to, ker v času od krize naprej je bilo to polje zapostavljeno. Informacijska družba od 2011, ko je res vdarila kriza, pa do 2016 recimo, ni imela nekega hudega pomena, pri nas tudi nekega zavedanja ni bilo, se pa to zdaj spreminja. Je pa res, da se je operativni program financiranja projektov pisal v tistih časih in so vsi projekti, ki so bili z področja informacijske družbe razen
konc koncev na koncu na pritisk Evropske komisije, češ, a ste vi malo, da niti izgradnje širokopasovnih omrežij ne boste financirali, pa glede na to, koliko smo bili slabi, se je tisto vključilo. Na storitveni ravni, pa na ravni dviga nekih e-veščin, usmerjeno, osredotočenih, pa se ni zgodilo nič. In ta manjko se nam bo poznal, vsaj pri e-veščinah, prav gotovo še nekaj let. Zdaj, koliko na MIZŠ, morda bi to Peter vedel več, razmišlja o tem, o večji integraciji vsebin v šolo, pa jaz ne bi znal dati odgovora. Jaz mislim, da tudi ni samo napisati nov kurikulum, ne bo rešil težave, zato ker je treba prvo opolnomočiti učitelje. Na Finskem tudi niso tega čez noč naredili. Ne. Zdaj se sicer sprašujejo, zakaj v prvem razredu učijo otroke tipkati, ne pa pisati, ne. Pa bomo videli čez 10 let, kaj bo. Ne. Ampak načeloma bi se slovenski izobraževalni sistem, ker toliko, ko točemo čez njega, ampak na rezultatih teh evropskih primerljivih, ko hodijo na to, pa se zmeraj dobro odrežemo, to je zelo zanimivo, ne. Čeprav smo zelo analogni. Ampak ja, se trudimo in delamo na tem, tudi mi spodbujamo, da je v bistvu treba čim več digitalnih vsebin in tudi učnih pripomočkov uporabljati, ampak to bo treba na horizontalni ravni rešiti. Mogoče nekaj, kar lahko že danes vsi naredimo, ne? Mislim, da smo vsi udeleženci dobili eno knjigico o Scratchu danes v materialu, naš sponzor, ne, je to prispeval. Verjetno ima vsak kakšnega otroka, ne čaka znanca, ne, pa mu lahko tisto knjigo date, ne, pa smo nekaj naredili za dvig digitalne pismenosti. Ja, zdaj imamo še njih par, mislim pa, da imamo samo še njih 5 minut časa, in gospod poročevalec, kako nam kaže. Ja, pa še za vami tudi eden. Ja. Mikrofon je pa nekaj zadaj, ja, prihaja. Ja, Peter Strle, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da replika oziroma pač sem kratko pojasnila. Pri nas v Sloveniji smo zelo dobri in nismo tako dobri, imamo eno mešanico, ne. Zelo dobri smo pri povezovanju šol, ne. Mi smo kupili optiko za vse šole, vsaka šola ima gigabit. Tudi zdaj bo zelo velika investicija v računalniško opremo za šolo v naslednji perspektivi, mislim, da bo okoli 40 milijonov vsega skupaj, se bo neko tehnološko opremljenost. Pri uvajanju kurikuluma smo zelo konzervativni, gre zelo počas. In pa še ne eno posebnost, mi nismo tako spolno, na spolno uravnoteženost, mi zelo malo deklet uspemo dobiti na te študije. Tako da imamo dobre in imamo slabe stvari. Hvala. A lahko dam kar mikrofon naprej? Ja, izvolite. Lahko v angleščini, ker nisem v Sloveniji, tako da mi je. Razumem vse, ampak mi je lažje strokovne stvari v... Bomo nekako preverili, ja. Okay, thank you. I have two remarks. One, you just reminded me about the educational system. I think that it's a crucial problem with the digital context that we introduce the contents with starting to learn numbers, binary, and stuff like that, and until you get to the application of the things that you're learning, pupils or students say, get out of here, I'm not interested in this, I don't know why I need it. And maybe that is one answer to the question why we don't have many women in tech, but never mind. So I think that just as we start introducing learning about the nature, with first learning about animals and stuff like that, not with organs in them, maybe we should start introducing the applicative part of the information technologies. This is one remark on the educational system. And another remark is about the regulation. I think that what I miss in this debate is the other side, the accountability part. So one is you regulate things, then also what you regulate and in what contexts, because trust on the internet is redefined. It's not
like the traditional notion of trust we know from the traditional world, right? So we have to have some kind of mechanisms to protect ourselves, like encryption and stuff like that. So if you see military around now, you will not feel safe, although their purpose is to make you safe. So what we regulate is very important, but there has to be some kind of regulation for people to have trust on the internet. Then, what was my yeah, regulation. Yeah, so the accountability. What are those who break the rules accountable for, and who they respond to? That is also very important for people to know, so that they feel safe, so that they know that regulation is really in place because someone will be responsible for it. Okay, that's my remark. This is what I miss in the debate. Hvala za besedo. Jaz sem Andrej Jerman Blažič, prihajam v imenu ISOC Slovenije. Imam zelo pestro zgodovino na tem področju. Rad bi pa na nekaj opozoril. Veselo sem poslušal Frederika, ki je večino svojega nastopa osredotočil na nevarnosti, na grožnje, na ranljivost informacijske družbe in tega, kar nam prinaša internet, svetovni splet. Jaz bi samo opozoril na zgodovino, začelo se je pri ARPI, nadaljevalo se je z Ukusa, končalo se je z Ešalonom. Odprite Wikipedijo vsi, dobro si to preberite, jaz sem moral to zgodovino dati čez, da sem lahko razumel, kaj se dogaja in kako funkcionirajo zadeve v digitalnem ali pa elektronskem komunikacijskem svetu. Jasno, da nam je to prineslo velike dobrobiti. Z veseljem, karkoli me zanima, se obrnem in poprašam, kaj pravi striček Google, da Uncle Google o sami zadevi ali pa Wikipedija. Mi zelo pomaga. Po drugi strani pa pač, ker sem imel možnost, da sem vse te druge zadeve še prebral, sem zelo previden, imam odprt Facebook, ampak se zelo malo oglašam na njemu. Bolj zato, da pridem do informacij. No, zdaj, da se vrnem, zelo me je veselilo, da so dekleta predvsem opozorila na tisti osnovni element, osveščenost in ozaveščenost. Torej v vzgojnem procesu dejansko pripraviti uporabnika, da se zavaruje in zaščiti. Nobena regulacija in deregulacija nam tu ne bo pomagala. Ne me napačno razumeti. Današnji naslov tega srečanja je malce zgrešen. Govorite v bistvu o upravljanju. Se ni problem upravljanja interneta. Bolj je problem, kako ga bomo varno uporabljali, mi uporabniki. Sam za primer bom vam povedal, poglejte, imamo, to zelo hitro razumemo, imamo cestno omrežje. Zakaj ga uporabljamo? Za komunikacije, torej transport. Vendar vsi moramo imeti kaj? Prometno dovoljenje in vozniško dovoljenje. Torej skratka, moramo znati, vedeti in obvladati veščino, bi rekel, vožnje. Mislim, da je Frederik tudi o tem govoril, potem, da ne bi sebe in druge ogrozili. In ne nazadnje imamo register, veste, zakaj imamo register avtomobilov? Zaradi tega, ker je to tudi orožje. S tem istim avtomobilom mi lahko človeka poškodujemo in dosežemo, pač, da odide z tega sveta. Zato je register. Imamo register orožja, imamo register avtomobilov. No, v tem kontekstu me zelo veseli, da moj vnuk že v vrtcu ima pač osnove prometne varnosti. Pridejo in jim predavajo. In me potem opozarja, dedi, tu ne smeš parkirati. Dedi, pazi, na kateri strani voziš. In podobno. Torej, procesi so začeli. Tukaj pogrešam, daleč več, tu pa je regulativa državna. Absolutno sem za, da ostane v nacionalni lasti. Mi se moramo zaščititi. Zdaj se govori o varnosti v naši družbi. Tu
začenja varnost. Sam, če ne bomo poskrbeli, da bo sleherni uporabnik znal oziroma in vedel, tehnologija ni pomembna, računalnik je računalnik. Vse vi, ko uporabljate, važno je, da znate kliknuti, kot pravite, in priti do določene informacije. Tako da gre v bistvu za varno uporabo tega. Mislim, da sem čisto dosti povedal, sami pa veste, kaj nam lahko prinaša terorizem, hekerstvo, monopoli in potem se pa pojavijo še naravne katastrofe. Bom prosil Frederika, da bo kasneje kakšno besedo povedal v tem kontekstu. Žled je prišel. Veste, koliko področji je bilo brez elektrike? Tisti hip ni komunikacij. Na kateri način lahko potem, bi rekel, in policija, in brigade, gasilske in vsi ostali rešujejo nas. Torej, a se zavedamo, koliko daleč smo prišli s tem, ko smo skoraj sleherno dejanje vezali na elektronske komunikacije. Žal bomo morali uporabljati sistem signalizacije z svetlobo, to, kar uporabljajo na morju, še vedno, zato ker lahko pride do elektronske prekinitve, ali pa z zastavicami. Morzeva itak še vedno deluje. Hvala. Ja, mislim, da tamle za gospodom Sterletom še nekdo, pa ne vem, a je Domen še nekaj hotel povedati, pa mislim, da počasi zaključimo. Bom zelo kratek, Valentin Novinko sem jaz. Zelo zanimiv timing je tole. Jaz sem včeraj na eni osnovni šoli imel, kako bi temu rekli, statusni sestanek z ravnateljem in s parimi izvajalci, kjer smo zaključili prvo fazo uvajanja računalniške opreme na neki osnovni šoli v Ljubljani. Pri tem bi hkrati rekel, da niti približno v Ljubljani niso najbolj opremljene osnovne šole, kar se tiče računalniške opreme, ampak so izven Ljubljane, obstajajo bistveno bolje opremljene šole. Če ta projekt, prva faza projekta, ki smo ga včeraj pravzaprav uspešno zaključili, verjetno bo tudi kaj v medijih, niso še pripravili materijala, to se ne bi zgodilo, če ne bi bilo nekih podjetij v Sloveniji, ne bom jih zdaj omenjal, da ne bo izgledalo to kot reklama. Kaj hočem povedati? Če ne bi bilo teh podjetij, se marsikaj od tega, kar se je zgodilo in kar se še bo, ne bi zgodilo, in s tem želim povedati, da sem tudi jaz malo skakal okrog po ministrstvih, pa ne vem kot, ne pa, dobro, zdaj so neki razpisi, bo celo šola dobila neka sredstva, ampak če ne bi bilo teh podjetij, se na tej osnovni šoli in še marsikje drugje ne bi zgodilo nič. Malo razmislite o tem. Hvala. Še kdo? Smo že 5 minut čez uro, to pomeni, da gremo v škodo naše kave. Jaz se bom malo navezal sicer nazaj na gospod Ciglarič, ki ste rekla, da rabimo dobre kadre. Nekaj pozabljamo pri nas, da smo del Evropske unije in del sveta, ki je povezano vse skupaj. Ogromno ljudi dela za tuje firme prek interneta, prek SP-jev pa vsega skupaj. Pri nas slovenska podjetja pa istih ljudi pod istimi pogoji ne smemo zaposliti. A veste, ta regulacija je malo smešna, ker pač pozabljamo, da smo del globalnega trga. Recimo, Tamara lahko za eno ameriško podjetje čisto legalno dela kot SP in zasluži več, ker plača konec koncev manj davkov. Tamara ne sme za moje podjetje delati v Sloveniji kot SP, čeprav si to želi, ker bo oba plačala kazen. To je postaja počasi malo večji problem. Vključno s tem, da je Nemčija zelo močna, kar se iskanja kadra tiče in vleče dobre programerje k sebi. Jaz poznam kar nekaj ljudi, ki je šlo v Berlin delati, ker so tam pogoji veliko boljši, oni dobijo bruto plačo na račun, kaj počnejo z njo 25-letnika ne zanima, on rad vidi cash na račun, od penzija mu ni pomembna, pri nas dobi pa sam tisto neto plačo, ne glede na to, kaj jaz plačam konec koncev kot podjetnik. Tukaj na hitro replika, Katje, pa res zaključujemo. Ful dobro razumem situacijo, ki si jo opisal, moram pa tudi povedati ravno pri tem, tu je pa druga vrsta nepismenosti pri teh 25-letnih developerjih, ki ne razumejo, kaj je neto plača, kaj je bruto plača, kaj je socialno zavarovanje, kaj je zdravstveno zavarovanje, to je pač ena druga debata, se mi zdi pa ključno, ne gre tukaj sam za problem digitalne pismenosti, pač to je
sistemski problem na drugem nivoju. Ja, se pač vse, ja. Ok, gospod Strle, kakšne imamo zaključke? Jaz sem nekaj preprostih zaključkov pripravil. Tale debata o odprtih tehnologijah in odprtem internetu nas je pripeljala marsikam. Se pravi, da se reorganiziram. Skratka, kot nek prvi zaključek bi predlagal, da je odprt in vključujoč internet podlaga za tehnološke, gospodarske in družbene inovacije. Zapiranje interneta je grožnja splošnemu napredku družb. A se prisotni strinjajo? Vse, hvala. Sprejeto, ne? Govorili smo o znanju, tako da drugi zaključek bi govoril o znanju, da znanje in izobraževanje na področju informacijskih tehnologij je eden izmed pogojev za ohranitev odprtega in vključujočega interneta. In da imajo predvsem izobraževalni sistemi držav pri tem veliko vlogo. Se strinjamo? Kako? Nimam, je sprejeto, konsens je nekakšen. Potem smo govorili o regulacijah. Regulacija je bila pač ta tema, o kateri je bilo precej rečeno. In sem nek tak sklep oblikoval tako, da internet je še vedno pretežno neregulirana tehnološka platforma, ampak na kateri se pa pojavljajo pač veliki monopoli. Za zagotovitev nekega odprtega in vse vključujočega interneta pa bo potrebno zagotoviti neko regulacijo tudi v prihodnje. In pa še četrti zaključek, ki je povezan z gospodom, ki je izpostavil varnost, da je zagotavljanje varne uporabe interneta tudi dejavnik odprtega in vključujočega interneta. To so bili moji zaključki. Pauza je samo še gospod Rizmar, bom jaz gledal telefon. Hotel sem povedati, da smo med tem, ko smo imeli to sekcijo, pripravili vrečke z gradivi. V gradivih je tudi ta knjiga o programiranju, ki jo je založila založba Pasadena, ki je eden izmed naših sponzorjev, in vljudno vabljeni, da pač te vrečke odnesete s sabo. To je to. Hvala vsem 4 razpravljalcem tukaj.